Pozdravljeni. Marsikdo izmed nas se že mesece verjetno sprašuje, kje je tista glavna hiba pri Ferrariju SF 25 in zakaj jo pri Scuderii niso sposobni odpraviti. Na to in še marsikatero drugo zanimivo vprašanje bom skušal podati odgovor, kot ponavadi, v naslednjih minutah. Ne glede na to, ali ste med navijači Scuderije Ferrari ali ne, moramo biti objektivni. V tem trenutku je Scuderia Ferrari četrta sila na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1. Treba je povedati, da celotno sezono 2025 jih nekako ovira ena in ista težava. Praktično od velike nagrade Kitajske do velike nagrade Singapurja poslušamo razlage, kako imajo pri Ferrariju težave s tisto razdaljo med samo asfaltno površino in dnom. Spomnimo se, da na veliki nagradi Kitajske je bil Lewis Hamilton diskvalificiran, ker je bila njegova distančna plošča preveč obrabljena, kar bi lahko pomenilo, da je bil bolid nastavljen prenizko. A videli smo tudi na veliki nagradi Belgije, da je debitirala nova zadnja prema, ki naj bi rešila ta problem. Ampak, če se ozremo malce po rezultatih, bomo videli, da je situacija približno taka, kot smo jo videli pred tem, oziroma morda še slabša. Torej, kje v resnici je ta težava Ferrarija SF 25? Je mogoče v samem dnu bolida? Tu bi verjetno pri Scuderii iz Maranella prej odpravili težave, če bi spremenili obliko dna in ne spreminjali, na primer, vpetne točke zadnje preme. In logično je nekako razumeti, da je mogoče isto vprašanje napačno zastavljeno. Namreč, če želimo dobiti pravi odgovor, moramo najprej postaviti pravo vprašanje. Mogoče v samem dnu ni tista skrivnost, zakaj je SF 25 letos tako razočaran. Mogoče je skrivnost tega neuspeha Scuderie Ferrari skrit v samem konceptu. In sedaj marsikdo bo malce čudno pogledal, kako je lahko težava skrita v konceptu. Imamo mi navdušenci dovolj argumentov, da bi lahko od doma prišli do nekega racionalnega zaključka. Po tistem, kar smo videli na veliki nagradi Singapurja, si upam trditi, da ja. Težava ni v tem, da je potrebno Ferrarija dvigniti, da seveda tista lesena distančna deska ne drsa po tleh. Težava je v tem, da Ferrari SF 25 mora biti na tako majhni razdalji od samega asfalta, da sploh deluje. In zakaj je to tako nujno potrebno? Seveda sedaj bom podal mojo lastno interpretacijo, mojo lastno razlago, ki je lahko seveda napačna. Ampak videli boste, da mnogi indici, ki jih dobimo tu pa tam na raznih dirkah, lahko moje razmišljanje celo potrdijo. Če si vzamemo seveda to fotografijo, lahko vidimo, kako je idealno razporejen tisti aerodinamični oprijem na sodobnem bolidu Formule 1. Namreč imamo približno 20% na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, 20% na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in približno 60% generira samo dno z difuzorjem. In tu seveda je treba
te številke vzeti za malce rezerve, odvisno od proge, odvisno od projekta, ampak več ali manj se vrednosti gibljejo tam okrog. A vemo iz podatkov, ki so nam dosegljivi po koncu samih dirk za veliko nagrado, da ima Ferrari SF-25 eno značilnost. V primerjavi s tisto direktno konkurenco, in govorimo tu o Red Bullu, Mercedesu in McLarenu, lahko vidimo, da imajo pri Ferrariju tudi na dirkah izjemno visoko končno hitrost. Ampak končna hitrost, kjer imamo razvoj pogonskih sklopov zamrznjen, je lahko samo rezultat nizkega zračnega upora. In tu se lahko sedaj začnemo spraševati, zakaj ima Ferrari tako malo zračnega upora v primerjavi z konkurenco. Ker so, vsaj takšna je moja interpretacija, v samem konceptu hoteli narediti nekaj malega preveč. Zamislite si, da bi hoteli pri Ferrariju imeti bolid, ki ima nizek zračni upor, ampak visoko stopnjo oprijema. Na prvi pogled ti dve zadevi ne gresta skupaj. Ampak, če na primer namesto 60% bi Renault generiralo 70% tistega oprijema, ki ga rabi bolid, bilo to izvedljivo. Namreč prednji in zadnji aerodinamični stabilizator ne bi generirala več 20% oprijema, ampak vsak samo po 15%. In tu verjetno ni treba posebej poudariti, da bolida kot takega ne briga, odkud prihaja oprijem. Važno je, da generira isto točno določeno silo. In sedaj, če pogledamo to malce starejšo skico, da bo tako jasno, da samo Renault generira manj upora kot seveda prednji in zadnji aerodinamični stabilizator. In sedaj, vzamemo v zakup, da pri Ferrariju so hoteli narediti bolid, ki bo imel seveda tisti pravi oprijem, ampak izjemno nizek zračni upor in tako visoko končno hitrost. Bi to lahko dosegli. Enostavno, s tem, da bi bolid v osnovi približali talonu. In zakaj to trdim? Namreč že na samem začetku bolidov z talnim efektom je bilo nekaj jasno. Kolikor se želi, da Venturjeva kanala nekako učinkovito delujeta, je treba zapreti isto razdaljo med samim robom in asfaltno površino. To ni nekako zakonitost, ki je prišla ven v preteklih letih, ampak je nekaj, kar izvira iz samega začetka. V moji roki je Lotus 79, ki je na progah svetovnega prvenstva Formule 1 kraljeval v sezoni 1978. In seveda na robovih smo lahko videli pri Lotusu več rešitev. Od krtač, ki so že nekako tesnile isto razdaljo med samim robom in asfaltom, do fiksnih zaves in na koncu seveda tista zadnja izpeljanka. Prave jeklene zavese, ki so bile mobilne. Torej, so lahko tudi spremljale razne grbine in nepravilnosti na samem asfaltu. In sedaj nam je že malce bolj jasno, kolikor pri Ferrariju želijo imeti tistih 100% oprijema, ki ga rabijo, morajo bolid nastaviti nižje. Drugače, seveda, kolikor je nastavljen višje, nima dovolj sile, ki bi ga držala kot lom. In marsikdo bi dejal, pa saj bi lahko uporabili aerodinamični komplet na prednjem in zadnjem stabilizatorju, ki bi nadomestil tisto, kar izgubijo na dnu. In seveda možno bi bilo, ampak tako bi povečali upor
in ne bi imeli končne hitrosti. Imeli bi bolid, ki je povprečen, kar se tiče tiste hitrosti na krog, ampak ne bi bil sposoben nobenega prehiteti. Ampak da to, kar smo videli na veliki nagradi Singapurja, drži, nam pove še marsikaj drugega. Mali indici, ki so posejani tu pa tam. Zakaj je Ferrari konstantno izjemno dober, hiter, konkurenčen na prvem prostem treningu? Zamislimo si, da na prvem prostem treningu pri scuderiji Ferrari njihov bolid nastavijo tako, da pogledajo, katera je tista minimalna višina, do katere se lahko spustijo. Torej, začnejo na neki fazi, kjer vedo, da bo njihovo dno začelo drsati po tleh in zadevo počasi višati. Mnogokrat sem že omenil, da prvi prosti trening ne smemo jemati kot neko merilo. Je tista prva priložnost, da se ekipe nekako spoznajo s progo, da preizkušajo kaj novega in da skušajo ugotoviti, če so njihove nastavitve pravilne. Mogoče ste že mnogokrat opazili, da je forma scuderije Ferrari izjemno padla že med prvim in drugim prostim treningom, zagotovo pa med drugim in tretjim, ker so bili prisiljeni bolid dvigniti. Namreč po prostih treningih se ne meri, koliko iztrošena je tista distančna plošča. Ampak po tretjem prostem treningu se začnejo kvalifikacije, kjer velja parkverme. In seveda zgodba dobiva že neko svojo obliko. Ampak imamo še drugi indic, ki je povezan z čudnimi težavami, ki jih je imel Lewis Hamilton prav na veliki nagradi Singapur. Verjetno ste opazili tudi vi, da so mu dobesedno razpadle zavore v zadnjih krogih. Ampak ste morda opazili, da pri Ferrariju so imeli že praktično skozi celotno sezono težave z oprijemom na prednjem paru koles. Kot da sila, ki jo generira celotna šasija, ni dovolj, da bi prednja pneumatike spravili v temperaturo in da bi imeli tisti pravi oprijem skozi ovin. Seveda na prednjem delu bolida je približno 40% tiste generalne sile, ki jo dobimo iz seveda seštevka, naprimer prednjega, zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja in dna. In če imamo pomanjkanje na dnu, se to najbolj pozna spredaj. In ker ima Ferrari težave z ogrevanjem prednjih pneumatik, so morda, in ponavljam, morda uporabili neko ukano. Namesto da bi pneumatike ogrevali z silami, ki jih bolid premaguje skozi ovinke, so uporabljali temperaturo, ki prihaja iz samih zavor. S tem, da so malce zaprli tiste hladilne reže na zavornih košarah, so lahko, in ponavljam, lahko povzročili, da se je temperatura širila po že prej omenjeni košari na platišče in iz platišča na pneumatik. Seveda, ob premočnem zaviranju je lahko prišlo do tega, da so zavore enostavno popustile. In tako imamo razlago, zakaj je Lewis Hamilton praktično ob koncu dirke, ko je bil bolid sorazmeroma z nižjo maso kot na začetku, imel takšno kritično napako na samem zavornem sistemu. In tudi razlaga, zakaj je Charles Leclerc dejal, da sta z Hamiltonom pravzaprav le potnika na Ferrariju. Namreč, če bolid nima prave temperature v pneumatikah, ko začne zavijati v ovinek, nima oprijema in namesto, da bi šel seveda proti vrhuncu, gre enostavno naprej. V angleščini pojav, ki se imenuje understeering, ampak jasno nam je, da je tista glavna hiba, ki lahko povzroča vse te simptome,
nikjer drugje. Prav v konceptu, kjer so hoteli pri Ferrariju preveč. Namesto da bi se zadovoljili s tistim razmerjem 20% na prednjem stabilizatorju, 20% na zadnjem in 60% na dnu, so hoteli imeti nekaj več objema iz samega talnega efekta, da bi tako razbremenili prednji in zadnji aerodinamični stabilizator in posledično zmanjšali upor. In tu je tudi razlaga, zakaj te hibe ne znajo odpraviti. Ne zato, ker je ne bi hoteli, ampak zato, ker jo enostavno ne morejo. Če vgradijo neko dno, ki bi bilo, imenujmo jo standardno, ne bi imeli na koncu v seštevku 100% oprijema, ampak morda 90% ali celo še kaj manj. To bi pomenilo, da pravzaprav bi bili na istem. In če bi dvignili, naprimer, kot aerodinamičnih profilov, bi zvišali upor in ne bi imeli niti končne hitrosti. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj Frederik Vasseur obsoja Erika Kardila za ta neuspeh imenovan SF-25. Enrico Cardila je lani poleti zapustil skuderijo Ferrari, ampak tisti koncept je bil nastavljen praktično na začetku razvoja tega bolida. Torej, nekje tam maja leta 2024, ko je bil Cardile še zmeraj tam na vrhu in se je nekako ukvarjal z bolidi. Znano je, da ga sam ne cenim preveč kot inženirja, ampak gre za moje osebno mnenje. Ampak po drugi strani Enrico Cardile je tudi znan po tem, da so mu bili zmeraj všeč bolidi, ki so imeli visoko končno hitrost. Že od tistega spora z Simonejem Resto, ko je prevzel njegovo vlogo, se je spremenila usmeritev bolidov v skuderiji Ferrari. Poglejte, na primer, razliko med Ferrarijem SF70H in 71. Ampak toliko o tem seveda gre, kot sem že omenil, za mojo osebno interpretacijo, za mojo osebno razlago. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.